V letu 2012 je Amnesty International zabeležila kršitve človekovih pravic v 159 državah in ozemljih po svetu. Številke so zgovorne. Do mučenja je prihajalo v kar 112 državah sveta, v 101 državi so omejevali svobodo izražanja, 21 držav je izvajalo smrtno kazen. Ljudje po vsem svetu so bili pridržani kot zaporniki vesti, varnostne sile so bile odgovorne za nezakonite poboje v mirnem času, ljudje so bili žrtve prisilnih izginotij. Poročilo beleži tudi prisilne izselitve, nasilje nad ženskami in raznolike oblike diskriminacije, na primer do Romov ali istospolno usmerjenih. Številne države so tudi kršile pravice migrantov in beguncev. Letno poročilo letos objavljamo v času žalostnega rekorda. Število beguncev in iskalcev azila iz Sirije je ravno doseglo 1,5 milijona. Njihove tragične usode nas vedno znova opominjajo na položaj beguncev, iskalcev azila in migrantov. Gre za ljudi, ki so med najbolj ranljivimi, a jih vendar vsak dan znova puščata na cedilu neučinkovitost mednarodne skupnosti in politični oportunizem. Na svetu je kar 43 milijonov ljudi, ki so morali zbežati iz svojih domov zaradi konflikta ali preganjanja. 15 milijonov je registriranih beguncev, nadaljnjih 27 milijonov jih je notranje razseljenih. Največ beguncev se vedno zateče prav v sosednje države in ne v zahodni svet in Evropsko unijo. Prav države v regiji nosijo nesorazmerno težo skrbi za begunce in jim mora mednarodna skupnost pomagati in deliti to breme. Združeni narodi, na primer, do konca leta 2013 pričakujejo, da bo število sirskih beguncev naraslo na 3,5 milijona, kar bo v Jordaniji in Libanonu povzročilo težave celo z osnovno oskrbo. Pomoč sirskim sosedam, da se soočijo s skrbjo za množice beguncev v njihovih državah, je nujna za ohranjanje stabilnosti celotne regije. Vsakdo ima pravico zaprositi za zaščito v drugi državi. Žalostno pa je, da ima za številne vlade krepitev meja prednost pred človeškimi življenji. Predvsem v razvitih državah je sam institut azila oslabljen. Vlade ne zagotavljajo zadostnih bivanjskih kapacitet, številni begunci in migranti pa so izpostavljeni naraščajoči nestrpnosti, ksenofobiji in diskriminaciji. Države Evropske unije v zadnjih letih celo krepijo ukrepe za čim bolj strog nadzor meja, ki ga izvajajo prav z namenom, da ljudem preprečijo prihod v Evropo. Zaščita človekovih pravic mora veljati za vse ljudi, ne glede na to, ali so v svoji državi ali ne. Z ljudmi se ne sme ravnati kot s kriminalci in teptati njihovih pravic le zato, ker so prečkali mejo. Lansko leto je bilo odločilno za sprejem mednarodne pogodbe o nadzoru globalne trgovine z orožjem. Pogodba, ki bo dobesedno reševala življenja, je bila dokončno sprejeta aprila letos. S tem smo stopili v korak v smeri odpravljanja krute ironije, ko begunci težje prečkajo državne meje, kot pa pošiljke z orožjem in strelivom, čeprav slednje omogočajo, podžigajo nasilje in povzročajo nove valove beguncev. Pogodba o nadzoru globalne trgovine z orožjem prepoveduje transferje konvencionalnega orožja v države, kjer obstaja tveganje, da se bo uporabilo za zločine zoper človečnost, vojne zločine ali celo genocid. V Amnesty International smo se skupaj z drugimi organizacijami skoraj 20 let prizadevali za sprejem te pogodbe. Svoj glas so dali tudi številni v Sloveniji. Zdaj nas čaka naslednja etapa. Države bomo pozivali, naj čim prej pogodbo prenesejo v svoj notranji pravni red in jo začnejo dejansko uporabljati. Se pa izjemno mudi. Zaradi oboroženega nasilja vsak dan umre okoli 1500 ljudi, večinoma civilistov.